Take the beat to the street. Živijo! Čeprav so dnevi vedno krajši, noči daljše, vas bomo razveselili še eno odlično oddajo. Najprej bomo z novomeškimi gimnazijci obeležili ustanovitev šole. Predstavili vam bomo mladega ustvarjalca iz Krškega Žana Kranjca in se spoznali s skupino Deadly Smile. Razveseljiva novica je, da bo Novo mesto končno dobilo svoj mladinski center, na koncu pa še pomladniška pesem. Uživajte! Tako sta dijakinji novomeške gimnazije in hkrati učenki glasbene šole Marjana Kozine v spremstvu profesorice vse prisotne skladbo Leonarda Vincija popeljali v čas, ko je bila ustanovljena novomeška gimnazija. Pisalo se je leto 1746, ko se je novembra v prostorih današnje glasbene šole začel pouk na gimnaziji. Na začetku je seveda gimnazija delovala tukaj zraven frančiškanov, zato ker so oni bili prvi, ki so poučevali, ker so bili tudi najbolj učeni ljudje v mestu, torej na nek način logično, da so bili to frančiškani. V novo stavbo, torej na Zajdlovo, pa se je gimnazija selila leta 1912, ko se je zgradila ta naša lepa stavba. Potem so se ob začetku Prve svetovne vojne ponovno preselili nazaj, ker je bila stavba namenjena za druge stvari. No in po koncu Prve svetovne vojne so se ponovno preselili nazaj na Zajdlovo in od takrat naprej smo tam. Da bi se vsi zavedali, da je v teh prostorih nekoč delovala gimnazija in kako pomembna je bila in je še danes za napredek mesta, je mestna občina ob pomoči Krke na stavbo namestila spominsko obeležje. Hkrati pa je to poklon vsem tistim zavednim Novomeščanom, ki so si takrat, v težkih časih, ko je v mestu vladala revščina, prizadevali za ustanovitev šole. Prav je, da vemo, kako je naša zgodovina dejansko pomembna za današnji čas. To, da smo dobili recimo prvo javno gimnazijo v tem srednjeevropskem prostoru in to seveda na pobudo naših prednikov, Novomeščanov, se mi zdi prav, da vsi to vemo, da to s ponosom povemo tudi drugim in mislim, da na teh temeljih lahko tudi iščemo vzroke, zakaj je Novo mesto uspešno danes. Taka tabla nam je lahko res spodbuda in tudi kaže pot za prihodnost. Krkina donacija plošče in tudi obnova napisa na portalu je eno tako lepo simbolno dejanje Krke podpore razvoju. Krka namreč že od začetka podpira znanje in razvoj in s tem povezano seveda tudi številne šole, srednje, osnovne, ostale izobraževalne ustanove, kajti vemo, da brez dobrega znanja, seveda ideje in kreativnost in vse tako naprej, samo osnova je vedno znanje.
Ploščo so namestili na pobudo odbora za promocijo kulturne dediščine Novo mesto v letu Evropske kulturne dediščine. Gimnazija Novo mesto seveda lahko neskromno rečem je kulturna dediščina, torej delamo že 272 let. Seveda pa se nam zdi to pomembno, ker gimnazija danes seveda sploh ne bi bilo, če takrat pred mnogimi leti ne bi nekateri meščani bili tako drzni, da so si upali sanjati to, da bi v Novem mestu imeli svojo šolo. Danes je za mene poseben dan, vesel, izredno vesel, lep dan. Novo mesto je mesto v Evropi, Novo mesto je prvo mesto, ki je ustanovilo gimnazijo. Ali ni to lepo? Še danes številni znanstveniki, profesori, umetniki, raziskovalci so v Novo mesto hodili v gimnazijo in slavni ljudje so se, jaz v hecu rečem, skoraj najpomembnejši, skoraj ni pomembnejši kot tistega, ki je v Novo mesto hodil v šolo. Pomen spominskega obeležja, ki mimoidoče opozarja na to, da se je tukaj pisalo pomembno zgodbo, je velik. Mlade je treba ozaveščati, da mi nismo od danes in da to, kar smo mi danes, pa ne mislim samo šola, ampak tudi ljudje, ne bi bili tukaj, ne bi bili takšni in ne bi bili, bom rekla, na takšnem nivoju, če ne bi v zgodovini se nekatere stvari dogajale. V vseh 272 letih gimnazija je namreč ves čas delovala neprekinjeno, je izobrazbo pridobivalo okrog 12.000 dijakov. Med njimi so bili številni, ki so v prostoru in tudi širše pustili pomemben pečat oziroma ga puščajo še danes. Če bi jih naštevali, bi gotovo koga izpustili, v tem letu velja morda omeniti 3. In sicer pred 100 leti so na gimnaziji maturirali Leon Štukelj, Anton Podbevšek in Miran Jarc. Tako da te 3 bi posebej izpostavila, seveda jih je bilo pa še ogromno drugih, še danes živijo. Vsi 3 so še danes pomemben del mesta. Vsi 3, ki sem jih prej omenila, seveda imamo tudi v Novem mestu, smo prepoznali njihov doprinos, tako da se tudi pomembne inštitucije imenujejo po njih. Z vztrajnostjo, lahko bi rekli tudi trmo, so takratni meščani pri cesarici Mariji Tereziji sprosili ustanovitev gimnazije Novo mesto. Prepričani so bili, in to jim je v pismu napisala tudi vladarica, da bodo šolani prebivalci pripomogli k izboljšanju takratnih gospodarskih razmer v Vojvodini Kranjski. Če se hoče, se da torej doseči marsikaj. Dejstvo je, da svet je vedno prepleten in da ne moreš delovati kot nek samostojen otoček. Tudi takrat smo imeli nek center, neko današnjo Ljubljano na Dunaju in seveda naši predniki so, kot kaže, bili pri tem uspešni, zato lahko se po njih zgledujemo tudi danes. Gimnazija danes uspešno nadaljuje svoje poslanstvo. Kot je bilo slišati na slovesnosti, gimnazijci dosegajo lepe rezultate tako na tekmovanjih kot pri zrelostnem izpitu, uspešni pa so tudi na drugih področjih. Črt Kranjc je mladi 17-letni dijak iz Krškega, ki se loči od vrstnikov že zaradi tega, ker se ukvarja s pesništvom in pisateljevanjem. Odločil se je, da svoje misli izrazi na spletni strani, ki jo je ustvaril kot novoletno zaobljubo. Ni pa si želel ustvariti navadnega bloga, zato se je stvari lotil drugače. Dejansko objavljam na trtkranjc.blogspot.com. Si želim ustvariti svoj Instagram z mojo osebno poezijo. Dejansko bi bilo tako grafično malo, da najprej bi bila slika, pa bi bil pa tak dejansko opis tega. Drugače bi to naredil, malo bolj grafično bi naredil, malo lepš bi se to vse videl. Zdaj pa samo še na spletni strani tako. Družabna mreža so za mlade danes odlična priložnost, da dokazijo svojo ustvarjalno moč. Instagram je večji portal, več vrstnikov ga ima, tudi Facebook je že malo umiran in je Instagram tam, kjer bi se lahko približal največ publiki. Kaj ga bolj privlači, poezija ali proza? Verjetno proza, ker tudi pišem, imam v izdelavi eno knjigo. Poezija je pa mogoče malo bolj zabavna stvar, lahko malo bolj se igra z besedami, ampak imam pa rajš prozo. Nekdo, ki rad bere in piše že v srednji šoli, je danes prej izjema kot pravilo, vendar to našega sogovornika ne ovira, da pokaže ves svoj potencial.
nisem najprej poet, ampak sem najprej mislec. Spravi in iz tega, da bi mladim nekako prikazal moje mišljenje, oziroma vedno sem malo drugače že razmišljal in sem hotel to nekako se drugače tudi izraziti, ne samo s pogovorom, ampak sem hotel z besedo. No. In sem začel tako pisati svoje misli najprej na papir, pol na telefon, potem sem si pa zamislil, da bi jaz to nekam objavil. No. Tako dejansko. Kako pa so njegovo ustvarjalno pot sprejeli vrstniki? Dobim veliko pohval. Na mojem blogu je že več kot 5000 obiskov bilo. Čisto odvisno, koliko so odprti, ne? Se pravi, če je odprtost večja, če so pripravljeni na večje izzive, me radi prebirajo, če pa bolj tako zaprti, bolj v sebe. Recimo športniki najraje ne, no? Ampak tisti, ki pa radi berejo, radi razmišljajo, to pa. Kljub temu, da ne objavlja dolgo, pa se lahko danes pohvali že z velikim številom pesmi. Njegov cilj je, da do konca leta pride do številke 100. Objavljam jih mogoče 3 do 4 na mesec. Pišem pogosto, ampak je čisto odvisno od tega obdobja, v katerem zdaj sem. Včasih je malo bolj tako tegobno, včasih je malo bolj depresivno obdobje, pa pol se malo bolj depresivni teksti so. Trenutno imam objavljenih 44 poezij. Ne pišem dejansko, da bi se prav usedel pa pisal, ampak te ideje dejansko kar letijo. Ne? In imam zato vedno s sabo telefon in si kje napišem in imam trenutno 10 poezij se piše. Se pravi, je pa čisto odvisno, kdaj se bojo napisale. Ob vsem tem pa počasi že zaključuje tudi svoje prvo prozno delo. Zgodba govori o fantu z imenom Miha, star je 15 let, zelo bogat fant, v bogati družini odrašča, mu je pa ravnokar umrl oče in knjiga govori, kako se pravi ta 15-letnik, zelo razvajen, sooča zdaj s to izgubo očeta, kako bo to vplivalo na njegovo ljubezensko življenje, njegovo zasebno življenje, njegovo šolsko življenje, vse to se dejansko odvija v tej knjigi. No. Najraje pa piše o ljubezni ali kritiki družbe. Črt Kranjc je ime, ki ga bomo zagotovo še slišali. Mogoče, da me prepozna nekdo kot dobrega misleca pri 17 letih, da bi mogoče pol delal nekje na radio ali pa kot hobi dejansko. Ne? Pol pa, da bi izdal svojo prvo knjigo. Imel sem že pred 18 letom to namen narediti, ampak mi to nažalost še ni uspel. Pol pa ja, da bi pisal knjige tako kot hobi dejansko, kot hobi. V zadnjih mesecih vedno bolj nas opozarja nova novomeška skupina Deadly Smile, kateri sta kreativni duh utihnila Nate Smodiš in Marko Mitrič. V slovensko glasbeno javnost pošiljajo fantje nekaj novega in svežega, čeprav sta Nate in Marko pred leti že sodelovala v bandu Ballad of the Ugly Tree. Hoteli smo resetirati vse skupaj. Se pravi, ko smo se enkrat odločili, da bomo probali malo bolj radijsko ustvarjati, da nas več ljudi sliši, smo bili pripravljeni povleti se nazaj v smislu, da tisto, kar je preveč kruto ali pa depresivno ali pa realno za večino ljudi, da bomo se malo po robovih pobrusili in smo se odločili, da bomo zato vse resetirali. Se pravi, ime benda, pristop, in seveda vzeli smo producenta, ki vodi zadevo, tako da hoteli smo nekaj novega. Ta preskok iz alternativnega v bolj radijske vode je bil tudi za njih precejšen izziv. V bistvu ja, zaradi tega, ker vse je zelo po regalcih ratalo, tako da je malo kreativnost upala, ampak po drugi strani so pa izdelki toliko boljši. Do danes so fantje izdali že 3 single, ki so tako na radijskih valovih kot televizijskih ekranih pogosto na sporedu. Presenečenje je vsakič sproti znova je tako, da veseli smo, da nas končno nekdo vidi, ker 10 let ali pa kakorkoli probavaš nekaj, pa ne veš, kaj je točno narobe. Tako da očitno je bil problem tudi, da nismo bili dovolj pobrušeni po robovih za na radio in s tem se vse spremeni. Odzivi so fenomenalni, zadovoljni smo z audio in z video izdelkom, tako da super, ja.
Deadly Smile že od vsega začetka sodeluje z znanim producentom Borutom Antončičem. Če pač prinesemo nek demo, recimo, se malo pogovorimo o njemu, vržemo par stvari ven, kakšno stvar dodamo in pa začnemo počasi graditi komad. Njihova najbolj sveža stvar je single Broken Dove, ki ga najbolje poslušati z zaprtimi očmi. V hladno jesen vnaša mehkobo, ki jo Nečev vokal nosi skozi vejevje, kitara Marka Mitriča pa mu nežno odgovarja. Gre za eno intimno doživetje, se pravi nekaj, kar lahko vsi, se mi zdi, poistovetimo z njim. Ne, da sem za nalaž tako hotel pesem zgleda, ampak enostavno bilo je v meni, mogel sem dati ven zadevo, ljubezenska, romantična, kakorkoli obrneš, realna. Bilo je not, moglo je ven, da se ne nabere v kaj drugega. Vsa njihova besedila so v angleščini. Enostavno ne znam se izražati v slovenščini tako, kot bi se hotel. V smislu, da angleščina ti bolj leži zaradi vplivov, ki jih imaš, in vokal, ki ga imam, je tudi nekako naslonjen na vse to. Rad bi nekoč se saj sprobal v slovenščini. Marsikdo pravi, da je to tista pristna stvar, s katero se mi kot Slovenci lahko izražamo bolje, ampak zaenkrat še ne znam in se držim tega, ker enostavno mi leži. Pogosto je za mlade bende najtežje dobiti priložnost za dokazovanje. Kako pa je špili pri njih? V bistvu smo se odločili, da prvo naredimo plato, pa špili. Tako da v bistvu zdaj smo sestavili band, nedolgo nazaj sta se nam pridružila Luka Patep, Urban Malović. Tako da ja, zdaj bomo končali plato, recimo da v enem letu, no, pa špili. Nekateri pravijo, da je plata danes najdražja vizitka za vsakega glasbenika. Vseeno so fantje odločni, da to čim prej zaključijo. Ko midva sodeluje, zmeraj nek cilj je plata, CD narediti, ampak tekom tega projekta se je pa enostavno tukaj zavleklo, ker je pristop drugačen, da moramo malo dolgoročno gledati in smo nekako se naslonili na te single, da naredimo vsakega pač samostojnega v smislu, da stoji video in audio podoba. In enostavno, ko bo čas, ko bo dovolj komadov pripravljenih, bomo tu zaprli in bo plata. S tem, ko se je Deadly Smile iz dueta razširil v band, pa so dosegli novo razsežnost. Dejansko smo imeli kar srečo zdaj, da so pač fantje res pol v redu, tako da pač ni nobenih težav. Zapeljemo se na vaje, malo se pogovarjamo, malo špilamo, tako nič kaj posebnega, vse okej. Pri samem ustvarjanju mogoče ni zdaj, da je drugače, ker osnovne ideje so zmeraj njegove ali po moje. Ne da hočejo tako, zmeraj pravimo fantom, ok, tu je, zdaj pa vi da povejte iskreno odprto, da smo vsi zadovoljni, da gremo lahko korak naprej. Se pravi, želimo, da smo vsi del ustvarjalnega procesa. Začela sva sama, ampak naj sploh ne moti, da smo vsi skupaj tvorci besedil in glasbe. Večina večjih in manjših slovenskih mest se lahko pohvali z mladinskim centrom, v Novem mestu pa podoben objekt pogrešajo že več desetletij. Tega čakanja naj bi bilo kmalu konec, saj bo na idilični lokaciji na novomeški Loki v nekaj mesecih odprl svoje vrata prvi mladinski center v dolenjski prestolnici. Mnogi Novomeščani poznajo to zgradbo kot dom športov in namenjena je bila, takoj po vojni je bila zgrajena, je bila dejansko namenjena, da imajo v njej prostore športna društva.
vendar se je to sčasoma malce izrodilo. Nekaj športnih društev dejansko je bilo notri do sedaj, vendar so prostore v preveliki meri uporabljali zgolj za skladiščenje. Glede na to, da je pa to taka eminentna lokacija v Novem mestu, kjer je okolica res prijetna ob Krki, pa v perspektivi nove brvi, ki naj bi se izgradila tukaj od težke vode na to stran. In pa seveda tudi v taki perspektivi neki širši evropski, da se mladinske centre nekako umešča v taka okolja, da so blizu rekreativnim športnim parkom, zelenim okoljem in tudi mestnim jedrom. Zato so se v mestni občini Novo mesto in zavodu Novo mesto odločili, da ta dom športov preuredijo v mladinski center. Nadeli smo mu tudi že ime Oton, ker se nahaja na Župančičevem sprehajališču in na ta način se tudi poklanjamo Otonu Župančiču, pisatelju, ki je zelo veliko svojega ustvarjalnega dela namenil tudi mladini, otrokom in vsi poznamo njegove mehurčke. Načrti za mladinski center so že skoraj povsem dodelani. Pritličje in prvo nadstropje namenjamo mladinskemu centru, mansarda pa še vedno ostaja v najemu športnih društev, konkretno je Košarkarskega kluba Krka. Tako da smo oblikovali enoten prostor, ki bo namenjen mladini. Spodaj bo urejen zelo, rečemo, meren gostinski kotiček in pa kuhinja, ki bo namenjena kuharskim delavnicam. Poudarek bo na zdravem prehranjevanju in vzgoji mladih zdravemu prehranjevanju. V gostinskem prostoru bodo nudili le brezalkoholno pijačo, v zgornjem nadstropju pa bodo uredili večnamenski prostor, ki bo namenjen delavnicam in bo hkrati tudi dobro povezan s spodnjim prostorom. Spodnji prostor je mišljen kot dnevni prostor, kamor lahko prihajajo družine ali sami mladostniki, tisti, ki že smejo sami iti okrog. Zgornji prostor pa prav je namenjen projektnemu delu, poleg tega bojo še urejene projektne pisarne in povabili smo društva in organizacije iz Novega mesta, ki se že ukvarjajo s področjem mladine. Tako da bojo tukaj izbrani v eni hiši in upamo na njihovo dobro sinergijsko prepletanje in s tem tudi nadgradnjo programov za mladino, ki jih Novo mesto že ima. Dejstvo je, da to vrstnega prostora v Novem mestu predolgo niso imeli. Vsako mesto potrebuje nek prostor, kamor lahko mladi pridejo z vsemi svojimi željami, z vsemi svojimi težavami v končni fazi, kjer so sprejeti, kjer so slišani, kjer so lahko usmerjeni in kjer lahko preživljajo kakovostni prosti čas. In ta center je namenjen prav temu, se pravi spodbujanju mladih hrasti v smeri, ki si jih sami želijo. Se pravi, mladi bojo sooblikovali program v tem mladinskem centru in so tudi pozvani in zelo dobrodošli, da prihajajo s svojimi idejami. V zavodu Novo mesto optimistično upajo, da bodo pritličje mladinskega centra uradno odprli že 1. januarja 2019. Zagotovo se Novo mesto srečuje z težavo, s kakršno se srečujejo številna manjša mesta, to se pravi, da mladi nekako ostanejo do konca srednjih šol, potem pa grejo na študij v večja središča. Naša želja pa je, da jim s tem mladinskim centrom pomagamo tako odkriti, kaj želijo v življenju, kakšne imajo možnosti v življenju in da se seveda v naše okolje vračajo in v našem okolju preživijo ustvarjalno obdobje svojih življenj. Pogosto v vsakdanjem pogovoru uporabimo rek "na mladih svet stoji". To, kar se zdaj dogaja na Loki, pa je šele prvi korak. To je zagotovo prvi korak, ni pa zadnji korak. Gre bolj za začasno rešitev, kajti še vedno je želja vseh mladinskih delavcev v Novem mestu in vse mladine, in verjamem, da je to medgeneracijska želja, da se v Novem mestu izgradi en sodoben mladinski center, ki pokriva v bistvu več, kot bo ta začasna rešitev lahko nudila, se pravi več prostora, več programa. Predvsem pa bo to bolj medgeneracijski ali prostočasni center, kjer bi se lahko srečevala vsa društva.
Mešani pevski zbor Pomlad Novo mesto je ambasador dolenjskega zborovskega petja, ki je lani obeležil 25 let delovanja. V tem času ste lahko prisluhnili različnim zvrstem glasbe. Od klasične, sakralne, črnske duhovne, ljudske in zabavne glasbe do pop-rock uspešnic, ki jih pomlad prepeva ob spremljavi novomeških glasbenikov. S koncertnim ciklom Pesem povezuje v petju že 13 leto združujejo zbore iz Slovenije in tujine. Pomladniki so se tokrat predstavili v preditvenem atriju novomeške knjižnice Mirna Jarca. Nova oddaja Brez panike bo na sporedu že čez 14 dni, ko bomo med drugim pogledali, kako so se na gimnaziji Novo mesto priključili vseslovenskemu projektu Rastoča knjiga in še marsikaj zanimivega. Do naslednjič, vse lepo!